pravijo, da na mladih svet stoji. Kako pa vi osebno vidite mlade v naši skupnosti, v naši občini? Jaz vidim mlade kot tiste, ki seveda imajo neko svojo posebno energijo, ki imajo neko svojo miselnost, svoj način razmišljanja, ki mogoče ne sovpada vedno z našimi odločitvami, ampak to miselnost mi potrebujemo kot prvo zato, da seveda tudi dobimo kritičen odziv na posamezno odločitev in po drugi strani, da seveda tudi se zavedamo, na kakšen način mladi razmišljajo, kaj potrebujejo, kaj si želijo in da poskušamo seveda potem z to redno komunikacijo, z vsemi temi aktivnostmi tudi pripeljati do tega, da želje, potrebe mladih seveda tudi realiziramo s ciljem, da se mladi tukaj počutijo zadovoljni. Danes smo se spraševali, lep čas se že sprašujemo, če vemo, kam gremo. Pa če refraziram, ali bo za mlade prostor v našem mestu. Pa danes smo že govorili o stanovanjski problematiki. Kaj pa naš glas? Za mlade mora biti prostor v tem mestu, to sploh ne sme biti vprašanje, pravzaprav mora biti za vsako starostno skupino tukaj svoj prostor in tudi kvaliteta življenja, ki jo imamo, celotno okolje, v katerem živimo, seveda nakazuje na to, da smo res prijazni različnim starostnim skupinam. Brez mladih pa ni prihodnosti in če mladi ne bodo tukaj videli perspektive, če tukaj ne bodo živeli, potem tudi mesto kot takšno nima prihodnosti. Zato si želim seveda, da bi mladi bili tukaj aktivni soudeleženec tudi pri političnih odločitvah in da lahko z svojo prisotnostjo, s svojim glasom seveda tudi vplivajo na vse te odločitve. Tako da ja, mladi tukaj morajo imeti svojo prihodnost in verjamem in vem, da jo bodo tudi imeli. Pri stanovanjski problematiki oziroma izzivih, s katerimi se pa soočate, pa mladi morajo biti slišani, uslišani in če kaj, potem lahko tudi kot župan zagotavljam, da bo seveda vaš glas tudi v tem primeru uslišan in da boste imeli, jaz upam, da čim hitreje, seveda tudi tista stanovanja na razpolago, ki bodo izključno namenjena mlajši populaciji. In v okviru tega našega glasu in koliko bomo slišani, mladi so izpostavili med drugim tudi željo po uradnih urah z županom. A bi bili pripravljeni odpreti svoja vrata in podebatirati morda ena na ena z nami? Jaz imam težavo, ker redko kdaj znam reči ne. In tudi v tem primeru ne znam reči ne, tako da sprejmem tudi ta izziv. Vam bom tudi, seveda vas bomo obvestili, kak je naš predlog oziroma bomo ta predlog uskladili in županove ure se lahko že jutri začnejo. Hvala lepa. Pa še kot zadnje, če bi bili zopet mladi in mlajši, pa bi iskali svoj prostor pod soncem, kaj bi vas prepričalo življenje postaviti v vedenje? Kaj bi svetovali mlajšemu sebi? Jaz mislim, da predvsem okolje, v katerem živimo. Jaz sem velikokrat tudi živel oziroma hodil druge po svetu, po drugih mestih, poznam mesta po Sloveniji in jaz trdim, da seveda je kvaliteta življenja v našem mestu izjemno visoka. In mi lahko v prihodnosti samo še nadgradimo to kvaliteto življenja in jaz mislim, da je prav, da se vsi skupaj zavedamo, v kakšnem okolju živimo, da imamo na razpolago vse, kar pravzaprav potrebujemo in da znamo, takrat, ko je to potrebno, tudi kot skupnost seveda stopiti skupaj. In zato bi me predvsem to seveda tudi v prihodnosti, če bi bil znova mlad, pritegnilo k temu, da bi živel v takšnem mestu. Spomini na mojo mladost so pa izjemno prijetni na življenje, ki sem ga preživel tukaj po teh velenjskih ulicah. In danes sovrstniki vedno z veseljem in s ponosom seveda obujamo spomine na tiste dni, po drugi strani pa si vedno znova rečemo, da imamo lepo mesto in da imamo tudi danes pri teh letih seveda kaj početi. Hvala lepa. Mi, mladi, se veselimo nadaljnjega sodelovanja, pa hvala lepa za današnji pogovor. Ja, hvala lepa tudi vam. Srečno.